Trbovljah je bilo v drugi polovici prejšnjega stoletja zgrajenih kar nekaj prepoznavnih objektov. Med njimi prav gotovo tudi kupola. Objekt z oranžno okroglo streho je bil postavljen na Trgu revolucije leta 1974. Kupola pa zadnja leta neslavno propada in postaja zgradba, ki kazi urbani del Trbovelj. V obdobju postavitve oziroma projektiranja tega objekta sem bil študent drugega letnika na arhitekturi in en od mojih predavateljev je bil tudi statik tega objekta, to je bil asistent, gradbeni inženir Tone Berce. V bistvu to je edini objekt tovrstne oblike, strokovno se to imenuje Fullerjeva kupola, to je v bistvu geodezična konstrukcija, samonosna, najlažja, ker izhaja iz krogle. Mislim, da je bil v bistvu, dejansko je bil takratni projektant pred časom tehnoloških izzivov. V konstrukcijo te plošče, ali pa sendvič plošče, te konstrukcije so se delale iz fiberglasa v takratnem proizvodnem obratu termike, če se prav spomnim, in materiali še niso sledili tem zahtevam, predvsem po tesnjenju. Objekt je statično super vse prenašal, ker tudi oblika, ta krožna oziroma kupolasta oblika je še danes najlažja oziroma najboljša za prezračevanje, za kroženje zraka, ni vogalov, in vse te velike konstrukcije, ki se danes po svetu gradijo teh ogromnih razponov, kjer so cela mesta oziroma vrtovi, in noter, to so te kupole. Problem je bilo pa stikovanje, ker to je bilo vijačeno in večni problem je bilo puščanje. Kupola je iz segmentov zgrajena, iz teh, vidite tu trikotnih segmentov, ki se zlagajo, to so delani bili kot sendviči, za takratne toplotne zahteve, mislim, da je bilo dovolj 12 cm debeline izolacije, noter je steklena volna, ki je bila takrat edini izolacijski material. Plošče so pa s tako imenovanega, kot smo rekli, fiberglasa, to je pač ojačan na poliester, delano v kalupih, in potem na objektu samem so videti stiki, tukaj zdaj manjka celo en panel, se vidi, kako je bilo to vijačeno. In to je bil problem razteskov. Je pa to edinstven objekt v Sloveniji, mislim celo v Jugoslaviji, takratni, in ga je žal, da je propadel. Kupola je bila neko središče za mlade predvsem. Treba je vedeti, da takrat mladi razen enih 2 prostorov v Partizanu, klub Sonček, se je reklo, pravzaprav ni bilo, in se je vse, kar je bilo zabavnega, dogajalo se je pač tukaj v Kupoli. Pa ne samo zabave, novoletna srečanja. December vem, da je bil popolnoma zaseden vsak dan, en dan ta sindikat, drug dan ta sindikat, Dedek Mraz, šole so imele tudi svoje prireditve tukaj. Pač bil je edini sorazmerno velik prireditven prostor, razen delavskega doma. Novoletne zadeve so se dogajale predvsem v času, ko je bil direktor tukajle gospod Debelič. Zlato obdobje Kupole je bilo pa po mojem obdobje diskotek v Sloveniji. Tle je bil Disco Lee, seveda z gosti. Spomnim se, ko je Tajči prišla, je bilo to nabito polno, da je kar pokalo. Na začetku 90-ih je pa to začelo usihati. In ta diskomanija je izginjala. Še danes pravzaprav ni tega, kar smo doživljali v 70-ih, 80-ih letih, ko je pravzaprav bilo obvezno iti nekam. In eden od teh nekam je bila tudi kupola, oziroma vsi prostori v hotelu, rdeči salon, modri salon, kegljišče in seveda tale kupola. Kupola pa je bila za tiste čase svojo obliko in barvo, na kateri so ji rekli kar pomaranča, eden najbolj izstopajočih, če ne tudi ekstravagantnih objektov v tedanji Jugoslaviji. Moram reči, da mi, ta mladi, takrat smo bili navdušeni nad tem. To je bilo nekaj
lepega, zanimivega, novega, sodobnega, kar se je videlo tudi po svetu. Ta stari so pa seveda v skladu s starim izrekom, ne, veliko boljše je bilo, pa smo vse šimfali, samo šimfali. Je pa res to bilo obdobje, še mogoče zatonno obdobje, ko so v Trbovljah delali znani slovenski, tudi jugoslovanski arhitekti, Sedej, Pibernik, se pravi Berce, potem je pa to zapadlo. Takratna, ne vem, je bila to vodstvena struktura, je hotela rudarskemu mestu dati nekaj več. Ko sem jaz prišel v službo, sem pa doživel kontraudarec. Celo med kolegi za knape je to dobro. In je padla kvaliteta na objektih, na urbanizmu, kar se še danes vleče. Vse je šlo za to, ne? Mislim, hotel, gostinsko podjetje Rudar je propadlo. Mi se včas šalimo, ko smo mi nehali piti, so šle vse gostilne k vragu, ne? V Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. To je težko vprašanje, Kupola je izvršila svoje poslanstvo. V našem obdobju, kot je že rekel, mi da so namreč generacija sošolca, je odigrala. To je bilo središče dogajanja mladih. Danes pa, vidite, vse se spreminja. Tudi če bi novo zgradili, treba je dati program. Verjetno bi noter mogli dati mize pa prenosnike, ne? Potem bi živelo to. Ja, kaj bo s tem prostorom? Vrag si ga vedi, ne? Jaz upam, ne, da ljudje, ki so se odločili, da to vzamejo v svoje roke, so to kupili, da imajo kakšne dobre ideje. Glede na to, kar počno, sicer sem kar optimist. Je pa ta prostor tako dragocen, seveda, da čisto vsaka reč pa tudi ne bi bila dobra, da je tukaj sredi mesta, ne, ker zdaj, ko se je rešil ta del, ali pa vsaj en del tega problema, no, pred hotelom oziroma med Rudisom in hotelom, mislim, da bi bilo dobro to vendarle nekako urbanistično pametno zaključiti, ne. Sej, mogoče pa ne bilo slabo, če bi se nov hotel zgradil, ne. Obdobje Kupole pa se izteka. Pregledali so jo strokovnjaki in ugotovili, da bi bila prenova nesmiselna. Pred leti pa je objekt na dražbi kupil trboveljski podjetnik Lirim Hamiti, ki ima namen objekt podreti in najprej na tem mestu urediti parkirišča, kasneje pa zgraditi stanovanjski blok z garažami na lokaciji nekdanjega kegljišča pod Kupolo. Dovoljenje za odstranitev že ima, po njegovih besedah pa bi do konca leta že lahko začeli z rušenjem.